Cvetka Grašič Kuhar je zdravnica zaposlena na Onkološkem inštitutu v Ljubljani. Opravila je specializacijo iz internistične onkologije. Zdravi bolnice in bolnike, ki so oboleli za rakom dojke in raki iz področja glave in vratu, kot so rak ustne votline, žrela, grla ter rak ščitnice. Pridobila je naziv docentka za področje onkologije. Sodeluje v pedagoškem procesu izobraževanja bodočih zdravnikov in zobozdravnikov na Medicinski fakulteti v Ljubljani in v Mariboru. Poleg tega je predsednica etične komisije na Onkološkem inštitutu Ljubljana. To je komisija, ki presoja etični vidik raziskav, ki se bodo odvijale na Onkološkem inštitutu. Pomurska akademkinja dr. Cvetka Grašič Kuhar je stara znanka in udeleženka konferenc Pomurske akademije. In njeno raziskovalno področje je rak, zato so tudi njena predavanja sigdar toliko bolj zanimiva pa koristna, predvsem v smislu preventive. Po drugi strani pa, da ta bolezen nastopi, pa treba napraviti vse, kar se jo pozdravi in seveda, kar se doseže, kar je preživetje po tom zdravljenju čim dlje. To je dostakrat povezano seveda tudi z zdravili, ker so agresivna, ker so močna, imajo tudi stranske učinke in tudi na sicer vpliva zdravljenje na ostale stvari življenja tistega, katerega zdravijo. In glede za voljo tega so napravili eno raziskavo skupaj z študenti in ta raziskava je bila tudi, študenti so za to raziskavo tudi bili nagrajeni, ker meri, kako se ljudje počutijo. Ide za eno raziskavo, ker je interdisciplinarna, ob študentih zdravnika tudi k računalničarcu in za voljo tega na tej način tudi kažejo, kako znajo. Že v študiji ljudi navajati na to, kada je trebalo znati sodelovati. Kada je trebalo znati sodelovati tudi z ljudmi, ker so študirali nekaj drugega in za voljo tega tudi imajo druge navade premišljavanja, pogučavanja in seveda raziskovanja. No in dnešnje predavanje Pomurske akademkinje dr. Cvetke Grašič Kuhar nam točno to lepo kaže, po eni strani, po drugi strani pa seveda tudi face-to-face zanimiva informacija, kako sodobna tehnologija pomaga pri zdravljenju. Pri zdravljenju bolnikov z rakom ponavadi uspehe merimo v preživetju. Čim uspešnejše je zdravljenje, daljše je preživetje. To velja predvsem za rake v zgodnji fazi, ko so še ozdravljivi. Ko pa gre za razsejano bolezen, govorimo o različno dolgih zazdravitvah. Poleg trajanja preživetja je tu pomembna predvsem kakovost preživetja. Da pa bi kakovost preživetja lahko primerjali, potrebujemo objektivno oceno. Pri tem se poslužujemo mednarodnih validiranih vprašalnikov. Tu gre za vnaprej pripravljena vprašanja, na katere bolniki odgovarjajo tako, da obkrožijo odgovor, ki zanje najbolj velja. Druga možnost pa je, da bolniki sami poročajo svoje počutje oziroma simptome, ki so prisotni med zdravljenjem. V prispevku bo predstavljeno tudi raziskovalno delo, ki so ga pod mentorstvom docentke dr. Cvetke Grašič Kuhar in somentorstvom profesorja dr. Matjaža Kukarja izdelali študentki medicine Eva Drmota in Tjaša Gortnar ter študent računalništva in informatike Timotej Kovač. Izdelali so mobilno aplikacijo za bolnice z rakom dojk za poročanje neželenih učinkov zdravljenja kemoterapije in tarčnih zdravil. Študenti so bili za to delo nagrajeni s Prešernovo nagrado Medicinske fakultete. Vedno več bolnikom z razsejanim rakom več pomeni kvaliteta življenja kot pa dolžina preživetja. S pomočjo vprašalnikov kvalitete življenja lahko ocenimo tudi vpliv zdravil na kvaliteto življenja. Včasih protirakava zdravila sicer nekoliko podaljšajo čas brez napredovanja bolezni, vendar pa lahko celo poslabšajo kvaliteto bolnikovega življenja. Dobrobit takih zdravil je vprašljiva. Bolniki imajo tekom zdravljenja željo, da tudi sami kaj naredijo zase. Z mobilno aplikacijo, ki je strokovno zasnovana in ki ponuja nasvete v primeru težav, jim pri tem lahko pomagamo. Jaz se ukvarjam z onkologijo, tako da vedno predstavim potem nekaj iz tega področja.
In letos vam bom predstavila tudi pač ocenjevanje kakovosti življenja bolnikov z rakom. Ker veste, pri bolnikih z rakom ni samo važno, koliko preživijo, ne? To vidite recimo pri raku dojk, preživetje se zboljšuje, se pravi v zadnjih 40 letih iz 45 na skoraj 80%, to je 10-letno preživetje. Danes se bom pa omejila na to, kako pa izboljšati kakovost oziroma kako med zdravljenjem vzdrževati čim boljšo kakovost življenja. Zdaj, pri bolnikih z zgodnjim rakom, ti imajo možnost trajne ozdravitve in tle vedno tvegamo malo več stranskih učinkov in potem je mogoče v tistem času malo slabša kakovost življenja. Zdaj, seveda, takojšnje posledice zdravljenja so odvisne od vrste zdravljenja. Recimo, če je to operacija, se seveda lahko pojavi bolečine v tistem delu, oteklina. Pri kemoterapiji, vemo, je lahko slabost, bruhanje, izpadanje las, okužbe. Pri bioloških zdravilih razne težave s kožo, prebavne težave, težave s povišanim pritiskom, pomanjkanje apetita. Pri hormonskih zdravilih vpliv na kostno gostoto, da se lahko zmanjša. Pa pojavi se lahko sladkorna bolezen, zvišani lipidi. Po obsevanju seveda v tistem delu se pravi bolj porjavela koža, spremenjena koža. Medtem ko pa dolgoročne posledice zdravljenja so pa lahko čez nekaj let kakšne levkemije, recimo zaradi posledice zdravljenja s kemoterapijo, čeprav je to zelo redko, ampak možno je. Neki sekundarni raki, recimo po obsevanju po kakšnih 10-15 letih, izguba plodnosti in pač okvare na različnih organskih sistemih, recimo določeni citostatiki, kemoterapevti, ki lahko povzročajo srčno popuščanje čez par let. No, pri bolnikih z zasejanim rakom gre pa po večini za neozdravljivo oziroma rečemo kronično, zazdravljivo bolezen, ki jo za dolgo časa ali pa za nekaj časa lahko zdravimo, ampak vedno se potem zopet pojavi. Kar je razveseljivo, v zadnjem času obstajajo zdravila, ki pač omogočajo tudi dolgotrajne zazdravitve. No, in pri tem tle vedno rečemo, da ni važna samo dolžina preživetja, se pravi, se prizadevamo, da je to preživetje čim daljše, ampak da je tudi čim bolj kvalitetno. Se pravi, da tisti čas, ki človeku ostane s to neozdravljivo boleznijo, da ga preboli brez bolečin, da ni preveč utrujen, pač, da pomagamo pri simptomih. Zdaj pa, kako pa mi ocenjujemo kakovost življenja, ne? Zdaj, recimo, že če se srečamo na ulici, pa vprašamo, kako si kaj? Pa rečeš dobro, pa rečeš, no ja, srednje, ne? Zdaj, kaj je to? To moramo imeti neko objektivno oceno, ne? In zato so se pač izdelali vprašalniki, ki so pač, uporabljamo seveda mednarodne vprašalnike, ki so tudi validirali, kar pomeni, da so bili najprej narejeni, potem pa preizkušeni na drugi populaciji so se izkazali za pač reprezentativne. Lahko so primerni za različne bolezni ali pa so specifični za rakave bolnike in tako lahko na nek objektivni način primerjamo. Se pravi, eno zdravljenje za drugim ali pa tudi spremembo kvalitete življenja, se pravi, kako je bila na začetku pri istem bolniku in kako je bila potem čez nekaj časa. Zdaj, te primeri vprašalnikov so različni. Zdaj, če imamo za splošno za bolezni, se največkrat uporablja, oziroma je en od primerov evropski vprašalnik kvalitete življenja, ki pač preučuje 5 dimenzij, bom potem malo povedala o tem, in pa 2 vprašalnika za bolnike z rakom. En je splošni, se pravi, to je vprašalnik Evropskega združenja za raziskovanje in zdravljenje raka, EORTC, ki ima 30 vprašanj in potem še specifični za vrsto raka, recimo za rak dojke BR23, to pomeni, da ima 23 vprašanj, potem za ORL rake je spet drugačen. No, ta vprašalnik ocenjuje 5 stvari, ki jih bom kasneje razložila, in pa ima eno tako vizualno skalo, ko bolnik sam oceni od 0 do 100, ki se počuti, recimo, da rečem jaz, da se počutim nekje 91%. No, teh 5 dimenzij je pa opisanih tule, se pravi mobilnost. In potem so 3 možni odgovori, se pravi, obstaja tudi 5 možnih odgovorov, ampak jaz bom tule pisala ta 3 možne odgovore. Se pravi, da hodi brez težav, da ima nekaj težav ali je čisto nepokreten, potem
Drugo je, kakšna je skrb zase, ali lahko sam skrbi zase, ali se niti ne more umiti, obleči, kako opravlja običajne aktivnosti, se pravi, hodi v službo, opravi hišna opravila, kako izkorišča prosti čas, potem a ima bolečine, nima bolečine in če ima kakšne težave, psihične, strah, depresija. No, za bolnike z rakom so pa bolj specifična vprašanja, te vam pač naštejem, se pravi podobno, ampak odgovori možni so pa 4. Vse se nanaša ponavadi na zadnji teden, se pravi, ali so bolečine, se pravi neki fizični simptomi, potem po psihičnih simptomih sprašuje, tudi po spolnosti, pač finančnih težav, pač vse to zajame. No, zadnji 2 vprašanji sta pa tako, da mora zopet pacient obkrožiti od 1 do 7, kako oceni svoje zdravje v preteklem letu in pa kako oceni kakovost svojega življenja v zadnjem tednu od 0 do 7. Ta specialni modus za bolnike z rakom dojke pa potem še ocenjuje pač tiste težave, ki jih lahko imajo, se pravi bolečine v predelu operacije, če so na kemoterapiji, zopet kako so prenesli, če jim bilo kaj slabo, če so jim izpadli lasje, v tem smislu. No, zdaj pa, kako pa potem to analiziramo, ne? Se pravi, imamo začetno stanje in pa potem po nekaj časa, kakšna je bila sprememba recimo na enem zdravljenju, to je eno zdravljenje, to je drugo zdravljenje. Če je sprememba recimo za 10% nadol, rečemo, da je to bistveno poslabšanje, če je za 10% gor, je to bistveno izboljšanje. Se pravi, recimo v tej raziskavi ni tega bilo. Na podlagi teh vprašanj se pa potem grupirajo različne ocene. Eno je globalna ocena, recimo 3 vprašanja iz tega vprašalnika govorijo, kakšno je fizično funkcioniranje, potem kakšno je funkcioniranje v vlogi, kakšno je emocionalno funkcioniranje, kognitivno, socialno. Druga možnost je pa, da bolniki sami poročajo svoje počutje, ali pa neželene učinke zdravljenja in pri tem so nam lahko v pomoč sodobne tehnologije. No, in tu bom predstavila, mi smo imeli letos, smo pač kandidirali za Prešernovo nagrado in smo želeli za bolnike z rakom dojk izdelati mobilno aplikacijo, se pravi na pametnem telefonu, kjer bi bolnice same beležile te simptome in jih poročale. Se pravi, 2 študentki sta bili iz medicine, medicinske fakultete, pa študenti iz fakultete za informatiko in somentor je bil tudi profesor Matjaž Kukar iz te fakultete. Namen aplikacije je bil, da bi bolnice same beležile simptome po kemoterapiji, pač v mobitel in potem to poročale onkologu, da bi onkolog potem po koncu prvega cikla kemoterapije recimo dobil časovno poročilo. Obenem ta aplikacija ima 50 simptomov možnih ob kemoterapiji in bolnica sama oceni, je to blag simptom, sreden ali bolj napredoval in potem ima tudi zraven koristne nasvete. Pri resnih stanjih pa seveda opozori, da pač mora iti zdravniku. In da smo mi to preizkusili, smo imeli kontrolno skupino, ki ni imela aplikacije in pa to intervencijsko skupino, ki je imela aplikacije. To je bilo seveda čas enega leta, v katerem smo mogli mi to sprogramirati, pa vnesti to in potem še narediti analizo, tako da smo imeli plan 45, zdaj to že imamo, ampak za oddajo Prešernove je bilo to malo manj. V glavnem, obe sta dobili iste informacije, potem so pa, kako smo to mi validirali, da so izpolnjevale te vprašalnike kvalitete življenja, te 2, ki sem predstavila za raka, po prvem tednu, po prvem ciklu in po koncu zdravljenja. Evo, je kratko, 3 minute, tako da jih to še imam malo več. Se pravi, tu si lahko vidite, kako se beležijo simptomi. Izdelali smo za Android, teh je baje 80% uporabljic. In potem recimo, da ima slabost, sama prebere, kakšna jakost, je blaga zmerna, klikne, potem kakšni so ukrepi. Ima spodaj vse napisano, kakšni so ukrepi. Kaj si koristi napotki. No, recimo za slabost zopet. In tu je že označila, da je imela zmerno slabost. Potem naslednji dan jo zopet opozori, da vnese, je še slabost ali.
potem imele bolečino, recimo, da je bila huda. Išče lahko, se pravi, po simptomih ali pa po organskih sistemih, krvavitev, izdosu, vnesli smo tiste najpogostejše. In potem lahko si vnese, seveda, kdaj ima naslednji pregled, da jo potem tudi opomni, tudi za recimo obisk pri splošnem zdravniku si lahko tule označi. Vključevali smo pač tiste bolnice, ki so imele pametne telefone v obeh skupinah. No, vidite, to je pa potem graf, ki ga dobi zdravnik, se pravi, ali na tri načine, se pravi, tako po dnevih, ali že zbrano po stranskih učilkih, pa še v Excel tabeli, da lahko potem to vse enostavno analiziramo. Vnese si tudi kakšno shemo kemoterapije imela, če je kakšna dodatna zdravila jemala, ki je recimo splošni zdravnik predpisal. Potem so tudi koristne povezave, recimo na vse publikacije, ki jih imamo na onkološkem, tudi Evropa, Dona, tudi kakšne mednarodne, prehrana in rak. No, na koncu je pa še kako pač to ona pošlje. To je seveda bilo v skladu s to uredbo o varovanju podatkov tudi, tako da je lahko odprl samo tisti onkolog, ki je bil lečeči, pa še pod določeno geslo je moral imeti, da je lahko odprl. Se pravi, zdaj, kaj smo potem mi ocenjevali? Mi smo ocenjevali tega na podlagi teh vprašalnikov globalno kakovost življenja, se pravi, tisto pred zadnji dve vprašanji, kako je sama ocenila, in pa na podlagi ostalih 28 vprašanj, kakšno je bilo njeno fizično funkcioniranje, pač po določeni formuli smo izračunali skupni rezultat. Zdaj, rezultate smo imeli seveda samo še za začetek te študije, se pravi po prvem tednu in po prvem ciklu kemoterapije, to je po 2 do 3 tednih od vključitve, in proučevali smo razliko, se pravi spremembo od začetka. Vidite, da pri skupini z aplikacijo se je v povprečju za malo manj kot 20% poslabšala kvaliteta, enako pri kontrolni skupini, medtem pa pol po koncu prvega cikla je pa pri skupini z aplikacijo se že skoraj povrnila na nulo, čeprav ti intervali zaupanja so pa široki, tako da ni statistične značilne razlike. Pri skupnem rezultatu prav tako, po enem tednu, po enem ciklu ni bilo razlike, nakazovalo se pa je, da je kontrola stranskih učinkov po prvem ciklu pa že nekoliko boljša pri skupini z aplikacijo, se pravi, za 20% so imele več težav, medtem pa te z kontrolno skupino pa malo več. Pričakujemo pa, da bo ta razlika mogoče večja po koncu, ko bomo vse analizirali. Zdaj, kakšno je poročilo, je pa to, kaj so imele, to je pa iz tistega, kar so poročale, se pravi 45 jih je bilo vključeno, 15 jih je poslalo vse podatke. Najpogostejši stranski učinek je bila utrujenost pri 75%. Vidite, slabost, bruhanje pri manj kot 20%, to je vse zelo dobro pod kontrolo se zdravili. Potem glavobol, suha usta, rdečica obraza je bilo tudi pri več kot polovici. Kakšno je bilo pa trajanje simptomov, je bilo pa v bistvu kratko. Vidite, utrujenost smo rekli pri 75%, ampak na srečo je trajalo 4 dni. Suha usta, glavobol, vse 2-3 dni, izpadeni las pač prvič par dni, vse ostalo 1 dan, 2 dni. Tako da so v bistvu, je njihova kvaliteta življenja kar dobra. No, zaključim lahko, da v bistvu nam bo dokončna analiza šele pokazala, koliko lahko te mobilne aplikacije doprinesejo k temu, ker to je tako od začetka mogoče, kakor so rekle bolnice, je fajn, da imaš to, vsaj v prvem ciklu so jim ogromno pomaga, da si takoj najdejo, kako pač je treba ukrepati, namesto da googlajo, pa tam dobijo neke, tiste spletne pogovore, ker ponavadi vsi samo kritizirajo. Tu je pa res
smo strokovnjaki bili zraven in smo dali relevantne informacije, kako si pomagati. Zdaj, naš cilj je seveda, da bi razširili uporabo aplikacije na več področij. Zdaj, ko smo mi to izdelali, sem videla na spletu, da so pa eno tako aplikacijo Nona izdelali v Helsinkih, tam je pa v nulo izdelana, je za vse vrste kemoterapij, za biološka zdravila, je tudi recimo za bolnice, ki pridejo k kirurgu, imajo prav tako taka navodila, kako delati z rano, potem za obsevanje, in tudi kasneje za spremljanje. In oni imajo tudi priključene vse te vprašalnike. To tehnično sploh ni težko, mi smo zdaj pač hoteli v papirni obliki izpolnjevati vprašalnike, da sta obe skupine enaki, seveda lahko pa priključimo te aplikaciji. To pa seveda potrebuje drugačno organizacijo službe, tako da pol mora to nekdo tudi spremljati redno, recimo, če bi to vsakodnevno pošiljali, da je bila neka sestra, ki bi triažirala, aha, ta ima hud stranski učinek, temu moramo nekaj ukreniti. Pomembno pa je, da tiste z blagimi stranskimi učinki, se pravi blago srednje, pa da si lahko sami pomagajo. To je glavni namen aplikacije. In če še povem, dobili smo Prešernovo nagrado, fakultetno, smo bili pač dve, ki smo kandidirali za univerzitetno, tam pa žal nismo, smo bili pa zelo blizu.